Lep pozdrav, Blaštu. Zdaj bom pa govoril o temi novih delovnih mest, ki je zelo popularna tema pri reševanju gospodarske krize. Torej, ljudje svoje preživetje najprej povežemo z delom. Se pravi, če hočemo preživeti, rabimo delo, ker če delamo, potem dobimo denar in potem imamo dovolj denarja, da lahko dostojno živimo, mogoče. In se pravi, zato je prvi refleks ljudi, ko iščejo rešitve za reševanje gospodarske krize, to, da zahtevajo več delovnih mest. Ampak to je tak refleksna rešitev, ki dejansko ne rešuje ničesar. Kvečjemu lahko situacijo še poslabša, seveda z vidika samo enega človeka ne. Če jaz nimam službe, seveda hočem službo, da mi imel denar, to je logično, okay? Ampak mi moramo vedno gledati družbo kot celoto. Ne smemo biti samo egoistično sebični in gledati samo nase. Gledati moramo na celotni problem družbeni, ne samo na svoj lastni osebni problem, ker vsak lastni problem je hkrati tudi družbeni problem. In zato moramo najti rešitve, ki so dobre za vse, ne samo za enega posameznika. Zato, zakaj ta rešitev, dajmo ustvariti več služb, ni dobra? Ja, dejstvo je, da živimo v času, kjer imamo čezdalje več robotov, čezdalje več računalnikov, čezdalje več avtomatiziranih stvari in dejansko lahko že večino stvari danes avtomatiziramo. Ampak jo ne. Zakaj? Zato, ker ohranjamo delovna mesta za ljudi, zato da lahko ljudje živijo. Ampak očitno imamo tukaj problem. Mi smo skozi celo zgodovino izumljali neke nove stroje, neko novo mehanizacijo, računalnike, priprave. Vse, skoraj vse, kar smo izumili v zgodovini, smo izumili zato, primarno zato, da bi se rešili nekega dela, da bi se osvobodili nekega duhomornega, težkega dela in da bi zato stroji namesto nas to počeli. Da lahko mi pač počnemo kaj bolj zabavnega, kaj bolj koristnega. In zdaj kar naenkrat smo prišli v takšno Se pravi, čujem, evo nadaljujem. In zdaj smo prišli dejansko v takšno stanje, kjer lahko večino tega duhomornega dela, ki je nujno potrebno za opraviti, naredijo stroji. In zdaj še vedno vsi zahtevamo iz tega refleksa, da hočemo več delovnih mest. Ampak to ni logično. Ni potrebno, da bi toliko delali. Ni potrebno, da bi vsi ljudje delali, zato ker lahko namesto nas delajo stroji. In tista dela, ki pa jih mora upravljati še človek, pa lahko delajo tisti ljudje, ki to prvič hočejo delati, ki jim je zanimivo takšno delo, ki so drugič zelo zainteresirani, ki zelo dobro upravljajo to delo. In to je to. Zakaj bi morali delati, ne vem, kakšna dela, ljudje, ki jim to delo sploh ne všeč. Naš celoten sistem kapitalistični je zelo zastarel in neučinkovit. Zato ga moramo spremeniti. Zato je zahtevati samo nova delovna mesta ni rešitev za nič. Zato ker potem ustvarjamo delovna mesta zato, da lahko ljudje dobijo denar. Čeprav imamo več kot dovolj hrane za vse, več kot dovolj vseh izdelkov, nujnih in tudi luksuznih za to, da bi dejansko vsi lahko dostojno živeli, ampak še vedno mi pogojujemo dostojnost življenja s tem, da ima nekdo dostop do denarja. Tukaj nekaj ne štima, zato ker mi pogojujemo dejansko dostojnost življenja s tem, da nekdo nekaj dela, hkrati pa nimamo dosti smiselnih služb za dela. Se pravi, rešitev je takšna, da mi vpeljemo sistem, kjer zagotovimo dostojnost življenja vsakemu, ne glede na to, ali dela kaj ali ne. Zakaj? Zato, ker lahko. Zato, ker imamo več kot dovolj hrane, vode, stanovanj in zobnih ščetk in oblačil in vsega osnovnega, zato, da to lahko naredimo. In edini razlog, zakaj tega ne naredimo, je dejansko naš spitefulness, po angleščini, bi to zvenelo v angleščini, po naše je to naša zloba.
ker smo zlobni. Drug do drugega smo tako zlobni ljudje, da si nočemo drug drugemu in s tem hkrati samemu sebi brezpogojno zagotoviti dostojno življenje. To pomeni, da je z nami nekaj narobe, z našim razmišljanjem, z našimi občutki, z našimi strahovi, ki si jih ustvarjamo, je nekaj zelo narobe. Zato moramo biti najprej samoiskreni, pogledati sebe v samoiskrenosti, kako razmišljamo, kakšne občutke imamo, zakaj si jih ustvarjamo in potem prevzeti odgovornost za njih in si jih odstraniti samo odpuščanjem in se potem prilagoditi temu, kar je najboljše za vse. Pravi, svoje življenje prilagodimo principu, ne obravnavaj drugih tako, kot nočeš biti obravnavan sam. In seveda potem ljudje ponavadi, ker ali niso ozaveščeni ali pa so zanalašč ignorantski do informacij, potem rečejo, da pač saj ni boljše rešitve. Kapitalizem je najboljši sistem, kar ga poznamo in itak ni nič kaj drugega boljšega. Ne, ni res. To je zelo ignorantsko od nekoga to reči, takšno stvar. Ker recimo, bom dodal spodaj link, imamo predlog o zagotovljenem življenjskem dohodku, ki pač v sklopu trenutnega sistema govori o tem, kako lahko vsem zagotovimo dostojno življenje in kako lahko sistem postopoma prestrukturiramo z lastnim zgledom, tako da bomo vsem zagotovili dostojno življenje. Ker pač lahko. Ampak moramo premagati svoj lastni spitefulness, svojo lastno zlobo do soljudi, da lahko to naredimo. Tako da, to je en predlog. Potem vsi sigurno poznate, večina ljudi pozna univerzalni temeljni dohodek. Smo tudi podpisovali peticijo na ravni Evropske unije, zato da bi se to uvedli. Seveda ta ideja gre v pravo smer, ampak ni še dovolj definirana konkretno, zato sem pač omenil, da si preberete predlog za zagotovljen življenjski dohodek, ki je bolj konkretno definiran in ki je realno definiran. Ampak zato, da ga lahko vpeljamo, moramo najprej vedeti, zakaj se gre in kako moramo mi z lastnim zgledom prispevati k temu, da ga bomo lahko uvedli. Potem imamo recimo še drug, še bolj idealen sistem, ki ni takoj uresničljiv zdaj, ampak kasneje v roku, več 10 let, ko bomo ljudje že bolj ozaveščeni o tem, da lahko naredimo tak sistem. Ta sistem je pa recimo enakovredni denarni sistem, kjer se pa že samo dojemanje denarja spremeni. In če vas to zanima, vam bom pač tudi dodal en link, pa si boste lahko tudi o tem kaj prebrali. In se pravi, rešitve so. Rešitve že obstajajo. Vemo, kako lahko vpeljemo takšen sistem. To ni nekaj utopičnega. Utopičen je ta sistem, ki ga imamo zdaj, v katerem verjamemo, da lahko živimo tako, da drug drugega zlorabljamo, tako da izrabljamo zemljo za naše občutke, za nek namišljen profit denarni in potem pričakujemo, da bo vse v redu, da ne bo nobenih slabih posledic, da ne bomo uničili zemlje in tako naprej. To je utopičen sistem. Ta zdaj, ki ga zdaj živimo, ta kapitalizem, je utopični. In seveda moramo biti samo iskreni, če želimo to sploh spoznati. Tako da, še enkrat povem, zagotavljanje novih delovnih mest in ustvarjanje novih služb za vse, ki službe potrebujejo, ni rešitev, končna rešitev, ni prava rešitev, napačna rešitev. To je taka začasna, to je obliž na odrezano nogo. To je nekim posameznikom, ki bojo zdaj dobili službo, bo to koristili. Celotni družbi pa ne bo koristili, zato ker bo ustvarili samo še več gospodarske rasti, se pravi, še več izkoriščanja bo, še več izkoriščanja dobrin, še več uničevanja zemlje, uničevanja narave, še več zlorab, še več revežev bo nastalo, ker bojo bogati še bolj obogateli in revni še bolj postali revni. Tako da, treba se tega zavedati. Zato pač vas pozivam, da se izobrazite o tem, da začnete samo iskreno gledati na stvari in da pač
začnemo dejansko upoštevati rešitve, ki upoštevajo vse te probleme, ki sem jih jaz zdaj povedal, in da dejansko začnemo sami prispevati k temu, da takšne rešitve vpeljemo. Torej, še enkrat vam predlagam, da si preberete predlog za zagotovljen življenjski dohodek, ki predstavlja nek prvi korak k spremembi sistema v takšnega, ki bo vsem omogočil dostojno življenje in v katerem ne bo treba izkoriščati in onesnaževati zemljo in izkoriščati druge ljudi in ustvarjati nove reveže in delovati po principu suženj gospodar, zato da bi lahko pač dejansko vsi živeli dostojno. Ok, hvala lepa in se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav.